knjižnice po Sloveniji že tradicionalno obeležujemo svoj dan in teden. Letošnje praznovanje bo potekalo med 20. in vključno 25. dnem tega meseca. Današnji dogodek, ki ga pripravljamo v sodelovanju s Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru, pa je odlična iztočnica za napoved in hkrati začetek raznolikega dogajanja. Moja knjižnica, ključ do širokih obzorij, je sporočilo, ki nas bo povezovalo v teh prazničnih dneh. Teme znotraj njih pa so in bodo multikulturnost, trajnostni razvoj, povezovanje knjižnic z različnimi deležniki v lokalnem in širšem okolju, knjižnica izmed svojih zidov in druge. V prihodnji uri druženja bo v ospredju komunikacija oziroma sporazumevanje. Trajnostnega razvoja ni brez trajnostnega komuniciranja. Je nenehna pot, s katero sooblikujemo in gradimo vsak dan. Lahko je znotraj osebno, medosebno in ali več deležniško, kar bomo uresničevali danes. Uvodoma bo spregovorila izredna profesorica dr. Jasna Potočnik-Topler. Nina Stavnik, Nika Kramžar, Kaja Šetinc, Vedat Abdagič in Jana Đorđević, študenti Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, pa bodo predmenim mentorstvom in način potopisnega pripovediša predstavili zgodbe krajev, iz katerih prihajajo. Veselim se vaših prispevkov, vam predajam besedo. Hvala lepa za predstavitev in najprej seveda dober večer, lepo pozdravljeni. Lepo vas je videti v takem lepem številu in kot rečeno, današnjemu nocojšnjemu druženju smo dali naslov komuniciranje v vsakdanjem življenju in v turizmu. In ta večer smo si zamislili kot večer zgodb. In vabim vas, da skupaj z nami in študenti Fakultete za turizem Univerze v Mariboru napletete eno lepo zgodbo. Začela bom z eno osebno. Prihajam iz dežele Lovra Kuharja Prežihovega Goranca. In tam, na Ravnah na Koroškem, kjer sem obiskovala osnovno šolo, 3-krat lahko vidite, kako se je ta šola imenovala, pa bo enkrat bolj. Osnovna šola Lovra Kuharja Prežihovega Goranca. Tam smo brali za Prežikovo bratno značko. In naključje ali ne, vsekakor pa zanimivost, v teh naših lepih Brežicah živim na Prežihovi ulici. In na polici imam tudi tole zbirko Prežikovih črtic z naslovom Solzice. In to prežikovstvo me spremlja povsod, kamorkoli grem. In približno tako nas vse skupaj spremlja tudi komuniciranje, od rojstva naprej. Komunikacija je torej ključna. Vemo, da brez nje ne gre, ne doma, v zasebnih okoliščinah, ne v službah, v šolah, v poslu. In kot je omenila že gospa direktorica, tudi trajnostna komunikacija je vedno bolj pomembna. Vse v teoriji, vse vemo, ampak v praksi se zelo ni. Dejstvo je, da če znamo dobro komunicirati, to pomeni, da smo v službi boljši, je manj napak pri delu, kolektivi, projekti, podjetja, vse gre boljše, manj napak, manj izgub, boljši so odnosi. Pa ne seveda samo v službah, ampak tudi doma v zasebnih okoliščinah. Vabim vas, da pogledate ta diagram. Na njem so 3 glavne sestavine, 3 elementi, ključni elementi vsakega javnega nastopa, vsakega govora, vsakega sporočila v živo. In ti glavni elementi so besede, glas in telesna govorica. Besede so izjemno pomembne. Izjemno. Nikogar niti bi me pripričal, da besede niso pomembne. Ampak po znanstvenih raziskavah
vidite, v predaji celotnega sporočila zavzemajo samo 7, mogoče 10%, odvisno od okoliščin, odvisno od teme. Drugi najpomembnejši element je glas, se pravi barva glasu, ton. Glas je zelo izdajalsko orodje, odkriva marsikaj, počutje, voljo in vidite, okrog 40%. Tisto, kar je pa najpomembnejše, več kot polovico vrednosti celotnega sporočila zajema, pa je telesna govorica, kar 55%. Torej, kaj počnemo z rokami, kakšna je naša drža, smo resni, se smejimo, smo zadrgnjeni in to je tisto, kar tudi vedno naredi prvi vtis. In ko govorimo o komunikaciji, vsi vemo, da se pogosto zatakne, ker na plan pride tista stvar, ki rečemo ego. In bi, pa ne bi, pa ne bom jaz, če on moče, ona moče. Ferry Lanšček je to lepo in humorno spisal v pesem, ki je sicer za otroke, ampak je zelo poučna tudi za vse ostale, za vse generacije. In Ferry Lanšček je zapisal takole. Ne bom, ker pač nočem. Ne da se mi, pika. Ne terja, prišlo bo do kratkega stika. Ni čas za debato, ni niti razloga. Moj ego se sonči, pa zdaj ne od Boga. Ne bo ga priganjal, naj dela, kar hoče. Morda pa ne drugič, že jutri, mogoče. Ja, in če nam uspe dati zdaj ego na stran, je lahko komunikacija takoj bolj uspešna. Mislim, da se strinjam glede tega. Humor. Marsikaj se da sporočiti in povedati skozi humor. Marsikaj lahko kakšno zadevo omilimo, izpeljemo drugače skozi humor. In zato je eno od ključnih orodij pri komuniciranju. Sami veste, da se takoj lahko boljše počutimo, če kdo kakšno slabo situacijo omili, pa pove kakšno šalo, ali pa če česa ne vzamemo preveč resno. Marsikdaj uravnoteži kakšno stresno situacijo. Za vse tiste, ki ste mogoče v promociji, v marketingu, humor je lahko dobro orodje za razlikovanje na trgu. Sami veste, če je kakšna reklama dobra, se znamo o tej dobri reklami pogovarjati še naslednji dan o različnih okoliščinah. Seveda pa ni univerzalnega pravila, kakšen je primeren humor za posamezno situacijo in zato je vedno na mestu presoja, kakšne šale, kakšen humor je ustrezen v določenih okoliščinah. Torej, kar je smešno meni, mogoče ni vam, kar je vam, mogoče ni meni. Zato moramo sploh v poslovnih situacijah biti še posebej pazljivi, ko gre za pravno humorja. Na tej drsnici imamo 3 fotografije, ki pravzaprav prikazujejo tudi primere komuniciranja. Medtem, ko lahko si jih ogledate, vas vabim tudi, da si skušate odgovoriti na vprašanje, kakšna je vaša predstava o učinkovitem komuniciranju. Torej, prosim, naj vsak pri sebi razmisli in vsak zase odgovori, kaj menite, kakšna je za vas uspešna učinkovita komunikacija. Medtem pa naj dodam, da so te fotografije nastale v času zanimivega študentskega projekta, v sodelovanju med lokalnim podjetjem AFP Dolgova in pravzaprav Prva liga trgovine in predstavnica je tudi danes tukaj in me veseli. In posnel jih je fotograf Simon Srečkovič-Lagišac. Torej, primer sodelovanja in dobrega komuniciranja med fakulteto in lokalnim podjetjem. Še kakšno sekundo počakam, da skušate ugotoviti, kaj je po vašem mnenju učinkovita komunikacija, kdaj je komunikacija dobra. Primerov ni in verjetno vse preveč.
Pravzaprav sem prepričana, da ste si odgovorili in da ste našli same preproste recepte za uspešno komunikacijo. In res je tako. Zelo preprosto je. Ampak v praksi se veliko krat zatakne. Torej, uspešna, učinkovita komunikacija naj bo jasna, da smo razločni, da nas ljudje razumejo, slišijo, jedrnati, da znamo svoje sporočilo predati na kratko, v neki normalni dolžini, da ne povemo 5 zgodb, preden pridemo do bistva. Verodostojnost spet ni potrebno dodatno razlagati, torej, da ne lažemo, da se ne izmišljujemo, da to, kar rečemo, drži. Spoštljivost pogosto umanjka, na žalost, v praksi, pa prijaznost, zelo preprosto, zaston, ampak včasih ta naš ego noče, da smo prijazni. In pa seveda ažurnost. Veliko časa preživimo na elektronski pošti s pisanjem in prebiranjem elektronskih sporočil in prav je, da se zavedamo tudi tega, da če ne odgovorimo, je tudi to komuniciranje in da se pričakuje, da na elektronska sporočila odgovorimo v dnevu, dveh. Sicer pa, če nimamo možnosti odgovoriti, da napišemo odzivnik in povemo, da zaradi dela na določenih projektih ali odsotnosti odgovarjamo z določenih zamikov. In ker smo pri elektronskih sporočilih, ki nam zauzemajo veliko našega delovnega časa, se pravzaprav že kradljivci časa, je prav, da pogledamo še nekaj zakonitosti pisanja teh sporočil. Tudi tukaj je zlato pravilo, da smo kratki in jedrnati, da če takoj na začetku povemo, zakaj pišemo, kakšen je namen našega pisanja, da se ne izgubljamo v nepomembnih podrobnostih in floskulah, ampak da začnemo takoj z bistvom. Čeprav je sporočilo kratko, nekje 200 besed, ki je priporočljiva dolžina, je dobro, da zaradi preglednosti tudi to kratko besedilo členimo vstavke in pa seveda sploh pri poslovnih sporočilih je dobro, da povemo, kdo, kaj, ime podjetja, elektronski naslov in pa logično uporaba knjižnega jezika brez slenga žargona. Paziti je treba na slovnično pravilnost, tudi kadar se pišemo med seboj, recimo v podjetju, sodelavci, ki se sicer dobro poznamo. Dejstvo je, da je službena korespondenca vendarle formalna korespondenca. Torej, še enkrat, slovnica, čim bolj knjižna, če se da, brez napak, ki se sicer velikokrat prikradajo, prehitimo, ampak zaradi hitenja se nam marsikaj odpusti. Še govorne kulture bi se rada na kratko dotaknila. Na to drsnico sem napisala nekaj stavkov, ki jih pogosto slišimo, vezane na takšne in drugačne poklice, osebe. Jih bom kar na glas prebrala. Profesorica bi prosim ponovila, kar ste pravkar povedala. Gospod inšpektor, kdaj boste šel na teren? Gospa odvetnica, seveda boste napisala pritožbo. Gospod policist, na tole ste pa dobro odreagirali. Gospa pravnica, ste pogodbo že pripravila. S tem stavki je nekaj narobe. In močno narobe, čeprav jih pogosto slišimo v praksi. Torej, slovenščina pozna vikanje na eni strani in tikanje na drugi strani. Zelo pogosto pa se zgodi, da v situacijah, ko ljudje določen čas, dlje časa sodelujejo skupaj, dobijo občutek, da ni potrebno več povsem formalno nagovarjanje, ampak da lahko nekako vmes. Se pravi, situacija, odnos še ni zrel za tikanje, bi pa mogoče našli nekaj vmes. Ampak polvikanje je napaka in znak slabe jezikovne kulture oziroma nekulture, tako da če ste med tistimi, ki radi posežete po polvikanju
če ste med tistimi, ki uporabljate povvikanje naslednjič, se mogoče sam sebe opomnite, da ali vikate, kar je seveda v slovenskem jeziku čisto sprejemljiva in priporočljiva oblika formalnega komuniciranja, ali pa, če se vsi udeleženci strinjate, se tikate. Pa še nekaj sem dodala na to drsnico, namreč še dve stvari, pri katerih se napravi zatika. In to je po eni strani sklanjanje možnih imen in priimkov skupaj z nazivi. Če si pogledamo primer, magister Jože Klop, pri možnih imenih in priimkih vedno sklanjamo vse prvine. Se pravi, magister Jože Klop, magistra Jožeta Klopa, magistru Jožeta Klopu. Kaj pri ženskah? Imamo primer, pa vzemimo drugega, Drbnika Milena Grm. Torej, zelo radi krajšamo in rečemo na primer doktor Milena Grm. Tako, in pravilno je doktorica, se pravi, pri ženskah uporabljamo ženske oblike nazivov doktorica Milena Grm ali v zgornjem primeru magistrica Jana Novak. Včasih ni bilo nič narobe, celo v knjigah imamo zapisano, če smo rekli doktorica Milena Grmova. Ampak danes se veljavlja praksa, da so ženski priimki v takšni obliki in ne osvojili. Torej, doktorica Milena Grm, pri doktorici Milena Grm imamo izpit in ne pri Grmovi ne Grmova. Tako, malo smo ponovili govorno kulturo, osnovnošolsko in srednješolsko slovenščino. Zdaj pa vas vabim, da se spomnite nazaj tistega diagrama od začetka, 55%, telesna govorica. Torej, kje so pri nastopu roke? Kakšna naj bo drža? Kam naj gledamo? Naj se smejimo, resni, jezni, kako je z obleko? Zlato pravilo je, da kadarkoli nastopate, da skušate biti v drži, ki ni zaprta. Se pravi, nikakor ne v zaprti drži z sklenjenimi rokami, mogoče prikriženimi nogami, ker čeprav je mogoče to povsem podobna drža, lahko na nek način sporoča občinstvu, da nam ni prijetno, da smo mogoče ne samozavestni, da kaj skrivamo, da nam ni prijetno biti pred takšnim občinstvom. Včasih je veljalo, da če ima kdo prevelike, prehude kretnje, da jih omili. Nič ni narobe, če pri nastopanju, govorjenju, predavanju uporabljamo kretnje. Težava je samo, če so te kretnje mogoče preveč izrazite in če s njimi posegamo v prostor drugih. V tem primeru, če ste med takimi govorci, jih samo malo omilite in približate sebi. Drža vedno vzravnana, čim bolj pokončna, čeprav imamo že vsi nekako okrivljene hrbtenice od sedenja za računalniki, ampak vseeno je dobro, da skušamo stati čim bolj vzravnano. Kam naj gledamo? Zanimivo je, včasih v pripravah na predavanja gledam kakšne stare učbenike in tam se najdejo tudi nasveti. Izberite si v občinstvu nekoga, ki se vam zdi zelo prijazen in ga gledajte. To seveda ni najboljši napotek, ali pa najdete tudi recept. Izberite si eno točko za občinstvo in gledajte v tisto točko, vaš čas pa ne boste bili treneri. Torej, zlato pravilo je, da skušate zaobjeti celotno občinstvo in da skušate z občinstvom komunicirati tudi z očmi. Smeh, resnost, jeza. Če smo zelo jezni, je jasno, da jeze največ ne moremo skriti, sicer pa še tako resna situacija dovoljuje vsaj v določenih trenutkih tudi vsaj kakšen nasmešek. Vedno pa se seveda prilagajamo retorični situaciji in temu prilagodimo ne samo mimiko obraza, ampak tudi obleko, frizuro.
kadar gre za protokolarne dogodke, pa seveda strogo upoštevamo navodila protokola in kadar smo vabili na protokolarni dogodek, običajno vedno zraven dobimo tudi navodila, kako je z obleko in kakšna obleka se pričakuje. Ja, še to. Še vedno najdemo včasih koga, ki je tako zagret v svojem govoru, v svojem nastopu, da stiska pest, mogoče žuga. To so stvari, ki so odsvetovane. In še ena stvar je zelo pomembna, ko govorimo o komuniciranju. To je retorična spretnost, oziroma po domače bi rekli besedni zaklad, kjer najdemo seveda tudi knjižno slovnično govorico in tukaj je izjemna vloga knjižnic in v Brežicah imamo seveda srečo, da imamo lepo, bogato knjižnico, zato še z naše strani vabilo, da jo čim večkrat obiščete in poskrbite, da boste ohranjali svojo jezikovno kondicijo. Glede nastopanja je seveda, to slišijo študenti velikokrat, kilometrina izjemno pomembna. Hkrati pa je tudi zlato pravilo, ki pravi, da ni stare slave in da nikoli ničesar ne moremo predvideti do popolnosti. Dobra priprava vedno pomaga, osnovno komuniciranje tudi, vedno pa je treba biti sploh v pomembnih nastopih pripravljati tudi na različna presenečenja, spremembe okoliščin, težavne ljudi v občinstvu, skratka vse tiste malenkosti, ki lahko popestrijo kakšen javni nastop. Velikokrat ljudje vprašajo, dobro, vse to razumem, teorijo poznam, ampak kako naj se naučim javnega nastopa? Kako naj bom dober? Vsakič imam tremo. Prvo pravilo je seveda vaja in drugo individualni treningi. Torej, ko gre za komuniciranje, gre za tako občutljivo zadevo, da so najbolj uspešni individualni treningi ali treningi v manjših skupinah. Velikokrat študenti delamo kakšne vaje in ena od teh, ki je še posebej zabavna, pomaga pa sploh takrat, kadar imamo kakšne pomembne nastope, zgodaj izjutraj, ko smo še zaspani, govorila zaspana, samoglasniki se skrivajo nekje, nismo dovolj odprti glasovno in obstaja preprosta vaja, ki z vami bom delila, kako razgibati čeljusti. Tista čisto preprosta je še vedno žvečilni gumi, ko je treba stvari urediti hitro in razgibati čeljust. Sicer pa obstaja preprost stavek, na travniku se pase rjava krava. In da nekako razgibamo čeljust, vse, kar naredimo je, da v tem preprostem stavku menjamo samoglasnike. Se pravi, a z ejem, je, pojem, ujem in na koncu je seveda zelo smešno, ker pridemo do tega, da se na nutrunu popuzu rivo krugo. Še par besed o zgradbi besedila, o tem, kako sploh pripraviti nek govor, neko besedilo za nastop. In tukaj bomo pokukali v Atiko, malo bomo šli pogledati k Aristotelu, zato ko se tisto, kar je napisal in povedal nekje v 3. stoletju pred našim štetjem, še vedno drži. 5 korakov je zelo pomembnih. Jaz vedno najbolj poudarjam pripravo in to lahko študenti potrdijo. Treba pa je seveda najprej začeti pri idejah. Torej, prvi korak v latinščini se imenuje invencijo, mi bi rekli izmisliti si, kaj bi sploh govoril, kaj bi povedal. Najprej treba seveda razmisliti o stvareh, ki bomo govorili. Potem teme, ki smo jih izbrali, nekako smiselno razporediti, da imajo rep in glavo. Tretji korak se imenuje elokucijo, to je tista faza, ko izbiramo besede, ko črtamo, popravljamo, ko se trudimo, da bi naše besedilo zvenelo čim bolje. V antiki govorov niso brali, ampak so jih govorili na pamet. Tudi če so bili dolgi po več dni včasih, so se jih naučili na pamet.
Zato je poseben korak, ki ga je upošteval tudi Aristotel, memorija, torej korak, ko se je treba govor ali neko besedilo, nastop zapomniti. In pa zadnja faza, akcijo oziroma pronunciacijo, to je pa tista faza, ko predstavimo to, kar imamo povedati našim sogovornikom ali pa učencem ali pa občinstvu. Ti koraki so splošen recept za marsikaj, od priprav govorov do pisanja spisov, seminarskih del, zaključnih del in tako naprej. Še malo ostajamo pri Aristotelu. On je dejal, da je eden od glavnih ciljev komuniciranja doseči to, kar želimo. V svojih začetnih spisih je šel celo dlje in je verjel, da lahko uporabljamo kakršnakoli sredstva želimo, da dosežemo to, kar želimo. V svoji starosti pa je že začel razmišljati, da to ni najboljše, da je verjetno dobro upoštevati tudi neka etična merila in da ni dobro čez trupla, da dosežemo svoje cilje. No in tako, ko je razmišljal o komuniciranju in o retoriki, je razdelil sredstva prepričevanja, ki jih imamo, v dve veliki skupini. Dejal je, tista sredstva, ki obstajajo, kot so na primer statuti, priče, nekaj, kar lahko pokažemo, to so zunanja sredstva prepričevanja. Obstajajo pa tudi notranja in to so logos, etos in patos, ki pa jih moramo ustvariti sami. In kaj to pomeni? Če začnemo pri etosu, kaj je etos? Etos se pravzaprav nanaša na kredibilnost govorca. Torej, kdo je govorec? Kdo je tisti, ki nam nekaj razlaga? Ali je to nekdo, ki ima izkušnje z tega področja, nekdo, ki je na neki pomembni funkciji, nekdo, ki opravlja delo, nekdo, ki vedno drži besedo in zaradi tega zaupamo. Skratka, to je povezano s tem, kdo nekaj govori, kdo nam nekaj razlaga, kdo nas nekaj prepričuje. Potem je tukaj patos. Patos povezujemo s čustvi. In Aristotel je velel, da moramo tistega, ki ga želimo prepričati, ali pa v našem primeru občinstvo, vedno spraviti v določeno čustveno stanje. In to seveda naredimo z besedami. Z besedami, ko uporabljamo zgodbe, ko pripovedujemo šale, ko uporabljamo humor, takrat uporabljamo patos. Ko pa uporabljamo različne številke, podatke, dejstva, znanstvene raziskave, primere, takrat pa uporabljamo logos. In Aristotel je verjel, da vsako dobro besedilo mora vsebovati vse tri komponente. Torej, nekoga, ki je kredibilen, avtor, potem patos in hkrati logos. Na fakulteti za turizem se veliko ukvarjamo s komuniciranjem na različnih ravneh, ne samo v predavalnicah. In na kratko bi želela predstaviti tudi naš projekt, mednarodni projekt, v katerem se ukvarjamo s komuniciranjem, pa ne sami na Univerzi v Mariboru, ampak skupaj z našimi partnerji na Hrvaškem, v Italiji in v Nemčiji. Izmenjujemo izkušnje, znanja in tako smo pripravili učne načrte za dva izbirna predmeta, ki se ukvarjata s trajnostnim in vključujočim komuniciranjem, namenom, da bodo podjetja poslovala boljše, da bodo študenti bolj opremljeni z različnimi komunikacijskimi kompetencami, ko bodo odhajali na trg dela. Z marsičim se ukvarjamo tudi seveda s komuniciranjem v turizmu in tukaj bi rada izpostavila, hvala lepa, tudi knjigo, ki ima naslov Potopisno pripovedništvo za turizem in znamčenje mest. Gre za knjigo, ki je nastala nekako v času 5-letnega sodelovanja med Brežicami in angleškim Plimutom. In išla pri angleški založbi na začetku letošnjega leta. In to je nekako tudi uvod v naše komuniciranje v turizmu in v zgodbe, ki so jih
ta večer pripravili naši študenti. Najprej vabim k sebi našo študentko visokošolskega programa Turizem, Nino Savnik, domačinko, Brežičanko, ki je tudi vplivnica in bo o komuniciranju govorila predvsem iz vidika vplivnostnega komuniciranja. Nina, prosim, izvolite. Najlepša hvala. Najprvo povem, da je naša profesorica rekla, sprosti se, to je nekaj čisto spontano in ko smo prišli sem, da smo dobili mikrofon v roke, tako da se bom potrudila, da bo čim manj živča. Ampak ja, jaz bom govorila o vplivnostnem komuniciranju. Sama se z Instagramom ukvarjam že skoraj 3 leta in v bistvu, ko pomislimo na vplivnostno komuniciranje, ponavadi pomislimo na vplivneže, ki na spletnih platformah v bistvu objavljajo veliko video in foto vsebine in seveda ponavadi jih zdaj zadnje čase malo povezujemo tudi z prodajo oziroma izvedem rekla predstavljanje izdelkov in ponudb in podobno. V bistvu se je skozi digitalizacijo vse skupaj malo razširilo in so tudi podjetja, tako podjetja kot tudi posamezniki to vzeli sebi v korist in v prid, tako da so začela v bistvu podjetja kontaktirati ljudi, ki se ukvarjajo z tem, da v bistvu predstavijo neke svoje izdelke, ponudbe in podobno. Zdaj, če dam čisto banalen primer, naprimer krema za roke. Nekdo, ki ima vsako zimo probleme z razpokanimi rokami, je v bistvu probal vse na tem trgu, kar je, in z ničemer ni zadovoljen. Najde končno kremo za roke, ki mu dejansko pomaga, in to pač posame deli z svojimi ljudmi na svojimi sledilci na Instagramu, in če je ta oseba kredibilna v očeh svojih sledilcev, posledično pač se tudi sledilci odločijo za nakup te kreme, in če je ta krema na primer v redu in so zadovoljni, se je tako pač temu podjetju povečala prodaja. Če ima pa tudi druge izdelke in na primer probajo tudi druge izdelke in so tudi vsemi zadovoljni, je pa pač to, so naredili to, kar slabo. V bistvu so dobili veliko novih strank, rednih strank, zadovoljnih strank in jih imajo pač zdaj vse zato, ker je eden človek ali pa pač več objavil to med svojimi ljudmi in je pač ustvaril neko zanimanje. Zdaj, če dam pa konkreten primer, Daniel Wellington ure so v bistvu švedska znamka, ki je v bistvu skozi influencerstvo dobilo ogromno publiko. V bistvu so skozi male influencerje, mikroinfluencerje začeli prodajati oziroma na nek način vzbujati željo po tem lifestylu, po tej preprostosti in dejansko skozi te mikroinfluencerje se dobilo ogromno sledilcev, veliko prodajo in tako. V bistvu se niso fokusirali na velike zvezdnike, ampak so šli na male ljudi, ampak so zajeli s tem več čistka. Tako je pa tudi v turizmu, v bistvu, če dam čisti primer, naprimer Relax Turizem se ukvarja tudi z influencerji, naprimer Ines Erbos, Rebeka Dremelj, Teja Jugovic oziroma poznana pod imenom Kulma Masina. Vse te osebe imajo veliko število sledilcev na svojem Instagramu, predvsem pa Ines in pa Rebeka so znane tako pač tudi po svoji pevski karieri. In naprimer Relax Turizem je njih vzel na potovanje. Oni so pa potem pokazali, na kak način, kako se potuje, kaj dobijo v tem paketu, kakšne so sobe in vse tako, tako da so v bistvu na ta način pripeljali ljudi, videli pač ta velika številka ljudi, ki jih ima na Instagramu, so izvedeli, kaj ta agencija ponuja in mogoče vzbudili zanimanje. So šli pa potem še na drugo noto in so dejansko začeli ponujati isti termin, kot grejo naprimer te osebe, da lahko grejo tudi oni z njimi. Kar pomeni, da dejansko pač, ne vem, si lahko bil tam, mislim, prodajajo tako, dejansko ni na koncu verjetno, ampak bi si lahko bil tam na plaži za Ines Erbos.
kar pač si želimo vsi, ponavadi take počitnice kot fantje organizirajo. Sama sem bila drugač, sem imela priložnost sodelovati z Rekli Belec hotelom na Bledu. V bistvu sem zamenila za učitelj, predstavila njihovo ponudbo, kje so locirani, kaj ponujajo, kakšen wellness in vse. In v bistvu na ta način predstaviš hotel ljudem, ali pa mogoče sploh daš vedeti ljudem, da ta hotel obstaja, zato ker v tej ogromni ponudbi pač hotelov, ki jih imamo, se pač marsikdo zgubi. Poznate pa sigurno, ste slišali že za Bled-Rose hotel, ki je v bistvu prvi instagramerski hotel v Sloveniji in se jih na ta način v bistvu spromovijo, če lahko tako rečem, ker je konstantno vabo vplivneže v hotel, kjer so pač se zabavali, pripravili svojim zabavo, dobro pojedino, dobro pijačo in v bistvu so konstantno objavljali ta hotel. Ta hotel je prav doznan vsem na očeh, dosti pritegnil pozornosti, tudi pač dejansko za imenom, da je prvi instagramerski hotel v Sloveniji, tako da je v bistvu zdaj dosti popularnost dobil, tako malo bolj, da bi rekla, politično in tako. In na ta način se spet ena zgodba pove skozi turizem, mislim, da turizmu skozi prednostno komuniciranje. Hvala lepa, Nina. Z Brežic gremo pa zdaj malo više, še vedno sicer ostajamo v Posavju, ampak se bomo sprehodili do Sevnice. Naši magistrski študentki, tudi turistični vodnici, Nika Kranžar in Kaja Šetinc, bosta predstavili zgodbi iz Sevnice. Prosim. Lepo pozdravljeni, dober večer. Meni je bilo sicer rečeno, da imamo nekako 5 minut na voljo, pa sem se prej doma štopala, pa sem ugotovila samo 2 minute, tako da bom zelo počasno danes govorila. Tako, malo pomorjem v komunikaciji. Sicer pa smo se odločili, da malo drugače predstavimo Sevnico in to so skozi 2 zgodbi. Sicer malo voda, da se bo bolje razumelo. Sevnica je tako čudovito mesto, ki v svojih bolj ali manj skritih mestih skriva čudovitih zgodb. In tudi reka Sava, kot jo lahko vidite gor na sliki, je izjemno pomembno vplivala na življenje in priseljevanje ljudi, kar pa sega že v pradavnino. Tukaj so živeli Iliri in Kelti, kasneje tudi v 5. in 6. stoletju tudi zgodnja krščanska naselbina Ajdovski Gradec. In zakaj o tem sploh govorim je, ker iz tega tudi nekako povezan naš grb, ki ga vidite desno zgoraj. Ta krona v bistvu predstavlja naš grad, Sevniški grad. Modra površina predstavlja reki Mirno in Savo, zelena površina, vso naravo, polja, ki jo lahko vidite okoli in seveda gozdove. Na sredini imamo lipo, ki je simbol slovenstva in na njej sta tudi 2 ptička, škrjančka. In zakaj jo imamo v krajevnem grbu? Pravzaprav je to ena legenda, ki sega zelo daleč nazaj. Tako daleč nazaj, ko so na svetu živeli še velikani, Ajdi so se imenovali. In Sevničani, ko so odkrili ta čudovit kotiček, niso želeli tega kraja predati nikomu in so se obdržali še dan danes na njem. Takrat je bila tudi največja preizkušnja s temi velikani, ki so bili kar precej smešna biti. Na videz podobni nam ljudem, veliko večji, veliko močnejši, ampak s srečo precej manj pametni, bom se tako izrazila. Velikokrat so se zatekli v svoji stari navadi in to je bila kraja. In seveda so veliko rabili pojesti in so v enem mahu lahko pojedli za cel hlev živine. In Sevničani so se takrat bunili, malo zaradi lepšega, ker
ker je bilo hrane na pretek. A ko so prišla leta suhih krav, hrane ni bilo dovolj. In Heidi, seveda, so se zatekli v tej svoji stari navadnih kraji in so odločili, da bodo izropali ozimnico. In Sevničani so jih na poti prestrašili in Heidi so tako hitro zbežali, da se je kar kadilo zapetalo. Na srečo jim je uspelo, a so kmalu dojeli Heidi, da jih ni strah tisti, ki jih je prestrašil, ampak da so bili Sevničani. Sklenili so maščevanje in so na poti do Sevnice nabirali ogromne skale, da bi jih položili v reko Savo, da bi jo zajezili in da bi tako poplavili mesto Sevnice. In tu pride ta naša ptička, škarjančka. Toliko časa sta se motala okoli glav teh velikanov in tako na glas pela, da je to Heidi razvezilo in niso več zdržali tega. V tistem so odložili kamne, tako hitri so bili, da so kamni v bistvu prehiteli Heide, kjer so še danes vidni, Heidi pa od tistega časa niso več med nami. In tako sta si škarjančka s svojim pogumom zaslužila mesto v krajevnem grbu. S tole zgodbico bom jaz zaključila. Malo na drugačen način bo povedala tudi še kolegica Nika, še eno tako čudovito zgodbo. Hvala. Kaja, najlepša hvala. En lep dober večer tudi z moje strani. No, jaz bom povedala eno zgodbo, ki se tiče pa tega kavča. Tale kavč, lahko rečemo, Luka kavč, stoji na našem gradu in vsak obiskovalec našega grada ga tudi vidi. Ampak na prvi pogled ni nekaj najbolj privlačen in zato ga tudi noben najbolj ne opazi. Če pa njegovo zgodbo povemo malce drugače, postane veliko zanimivo. Tole v bistvu divan, ki je pripadal zadnji lastnici gradu, grofici Matildi Arko-Zinberg, poročeni Karkel, zadnji lastnici našega gradu Sevnica. In grofico Matildo spremljala tudi ena taka zanimiva življenjska zgodba. Matilda je prihajala iz dvorca blizu Dunaja in je bila del plemiške krvi. In ker je bila plemiške krvi, se je lahko privošla neke boljše stvari. Zelo rada imela živali, zato je obiskovala jahalno šolo. V jahalni šoli pa se je zaljubila v svojega inštruktorja jahanja, v Arturja. To je bila seveda prepovedana ljubezen, ker Artur ni bil poročen, ni bil plemiške krvi, hkrati bil pa tudi poročen. Tako da dvakrat ne. Ampak vse veste, ljubezen ne pozna meja in Matilda je zanosila. To je bilo za tisti čas zelo neprimerno in seveda sramota samega dunajskega dvorca. Zato se je mogla Matilda umakniti. In grad Sevnica je bil ravno prav oddaljen stran od Dunaja, še vedno pa del takratne njihove avstrijske države in tako so se 1910 takrat že vsi trije preselili v Sevnico. Sevničani se še danes spomnijo, kako je izgledal ta prihod. Matilda je vse svoje stvari v Sevnico pripeljala z vlakom do železniške postaje. S sabo je pripeljala tudi prvi avto, to je bil ta pohištveni avto, ki je vse njene stvari vozil od železniške postaje pa gor na grad 14 dni, kar pomeni, da je kar dosti stvari pripeljala s sabo v Sevnico. In potem živijo gor na gradu Matilda, Artur in pa njuna hčerka Kitty. Če si predstavljate Matildo, je bila taka visoka, močna, temna ženska, tudi dolga, tako da zelo taka posebna ženska, in hčerka Kitty ni bila prav nič drugačna. Prav tako je imela rada živali, gor na gradu je imela ene par psov in pa tudi oslička. In s tistim osličkom je pomagala okoliškim kmetom gor na grad voziti različne pridelke. Potem pa se zgodba žal malce zaplete, ker Artur zboli za rakom in umre. 2 leti za njim pa umre tudi 15-letna Kitty. In Matilda žal ostane sama na gradu. V tistem času pa je v Sevnici živela ena majhna punčka, ki je bila zelo podobna njeni hčerki Kitty. In ta punčka je velikokrat prihajala gor na grad in se pogovarjala in družila z Matildo in Matilda jo imela zelo rada. Preden pa je Matilda odšla v Italijo na zdravljenje, je ta divan podarila tej majhni punčki. In čez leta in leta, ko se je grad Sevnica prenavljal, so potomci te majhne
punčke, ta divan vrnili nazaj v grad. In zdaj je ta divan skupaj še z enim predmetom, edini originalni predmet na našem gradu, ki je v lasti zadnje lastnice gradu, grofice Matilde. Tako, malce drugačna zgodba. Če pa želite o naši grofici Matildi izvedeti še kaj več, pa nagrado organiziramo večerni obisk pri grofici Matildi, spremljamo vas v svojih prostorih in vam pove svojo zgodbo. Za tisto se pa naročite pri nas v Sevnici. Najlepša hvala. Na fakulteti za turizem učimo, da so zgodbe v turizmu zelo pomembne, ker obogatijo doživetja in samo zares bogate doživetja se potem lahko prelevijo v nove, dobre zgodbe, ki jih ustvarjamo mi kot turisti. In na naši fakulteti za turizem Univerze v Mariboru imamo ne samo študente domačine, ampak študente tudi zelo oddaleč. Naša naslednja govorca sicer ne prihajata zelo oddaleč, prihajata pa iz tujine. In najprej vabim, da se mi pridruži naš študent drugega letnika univerzitetnega programa, Vedat Laptakič, ki prihaja iz Sarajeva. In Vedat se je začel učiti slovenskega jezika lani, ko je prišel v Brežice v prvi letnik. In kljub temu bo vabilo v Sarajevo povedal v slovenščini. Prosim. Dobar večer, dragi dame in gospodje. Jaz vas rad povabim v eno čudovito mesto. To mesto je moje rodno mesto, tako da bo subjektivno. To je eno čudovito mesto, katero ima bogato zgodovino in tudi več kulturno mešavino. To je Sarajevo, glavno mesto v Bosni in Hercegovini. Sarajevo, našo raziskavo Sarajeva lahko začnemo s zgodbom olimpijskih igra. To so zimske olimpijske igre, katere so se zgodile leta 1984 in so zelo pomembne zaradi tega, ker so to prve zimske olimpijske igre v eni socialistični državi in so en simbol pripravnosti in otvorenosti enega mesta svetu, kjer so prebivalci Sarajeva spremljali športnike in tudi turiste iz celega sveta. Eno zanimivo zgodbo tudi imamo, katera povezuje Sarajevo in Slovenijo. To je zgodba o Juretu Franku. Če se spomnite, Jure Franko je en smučar, kateri je nastopil za Jugoslavijo in je zmagal drugo mesto, srebrno medaljo za smučanje in smo imeli izreko v Sarajevu, volimo Jureka više od Bureka in je še danes zelo pomemben Jure Franko za naš kraj. Sarajevo ni samo pomembno po svoji športni zgodovini, ampak le po svoji kulturni in verski raznolikosti. Sarajevo je sinonim večkulturnosti, zaradi tega, ker je že stoletja center 4 največjih religij. To so islam, katoličanstvo, pravoslavje in judaizem. In vsi ti ljudi živijo v harmoniji in skladu, sobivajo zajedno več že stoletje in Sarajevo je zaradi tega pomembno za celi svet, ker je eno mesto odprto in zelo odprema tujce. Sarajevo je tudi eno mesto, katero je zgodila se ena zgodovina, katera je grozljiva. Sarajevo je imelo 4-letno vojno, bosansko vojno in je imelo obleganje 4 let in je umrlo okoli 14.000 civilistov in od tega je 643 otrok bilo. Ampak po vojni so prebivalci Sarajeva bili odprti in tudi pogumni in so napravili takšen kip, to je kip Človek sveta in to je
ki v kateri govori, da mi sprejemamo tujce iz vseh mest, tudi iz mest Balkana. Naš Sarajevo je mesto, katera je zgodovina imala veliko pečat in mi radi imamo zgodovino, ker naša zgodovina je drugačna kot zgodovina drugih dežel v svetu, kjer smo imeli Otomansko cesarstvo, Avstro-Ugarsko in smo bili v socialistični Jugoslaviji, pa imamo to kulturno bogatstvo, arhitekturo, katero prikazujemo na celom svetu. In ko hodite v Sarajevo, v srču Sarajeva, na Baščaši, vidite ali dišite aromu bosanske kave in slišite klice za molitve, džamija ali cerkvi. Sarajevo, ko se spomnite Sarajeva, spomnite se lekcije o večkulturnosti, o enotnosti i o spremljanju drugih ljudi. Hvala. Hvala lepa, Vedat. To je bilo vabilo v Sarajevo. Zdaj pa gremo še nekoliko dlje do Beograda in vabim, da se mi pridruži naša študentka, prav tako drugega letnika univerzitetnega programa Turizem, Jana Đorđević, ki nas bo torej popeljala do Beograda. Prosim. Dobro večer, dame in gospodje. Danes s veseljem stojim pred vami, da bom govorila o srcu in duši Beograda. Beograd je moje rojstvo mesto, tako da predstavitev tudi bo subjektivna. Ko se najdete v centru Beograda, lahko greste na Trnjavo Kalemegdan. Trnjava Kalemegdan je ena od najstarejših trnjava na Balkanu. Obstaja že od otomanskega, rimskega in bizantijskega cesarstva pa vse do danes. Nahaja se na sotočju dve reke, Save in Donave, tako da ima definitivno najlepši pogled v celem Beogradu. Ko se spustite s Kalemegdana, boste se najdli v najbolj popularnoj ulici v Beogradu, a to je Knez Mihajlova ulica. Knez Mihajlova ulica je velika in dolga ulica, ki ima veliko številko restauracija, kavarni in gotovinskih stavbi. To je center za domačine pa tudi turiste in vsi uživajo, ko se sprehodijo tom ulicom. Tudi se nahaja na koncu Knez Mihajlove ulice Trg Republike, ki je spomen Knezu Mihajlu, ki označuje svobodo, pa tudi svobodo Beograda. Nahaja se i Narodno gledališče, Narodni muzej, tako da so to dve stavbe za turiste, ki pridejo v Beograd. Spodaj Knez Mihajlove ulice je tudi popularna ulica Skadarlija, ali Skadarska ulica pravilno. Skadarlija se imenuje vojaško četvrti Beograda, ker se tam nahajajo najstarejše kafane, ko što su 3 šešira in 2 jelena. Upam, da ste svi slišali za naše kafane in kakšne zabave tukaj imamo. Ta ulica je center za vsako soboto in petek zvečer, kjer se dogajajo zabave, pridejo tamburaši in pije se rakija in vino. Ja vse vabim, da pridete v Beograd. Vem, da čevapi niso toliko dobri kot v Sarajevu, ampak so tudi dobri pri nas. In to je to. Upam, da se vidimo tamo uskoro. Hvala. Hvala lepa, Jani. Še enkrat hvala vsem študentkam in študentom in še enkrat prosim za njih enega. Skozi različne zgodbe smo najbrž ugotovili tudi, da nas povezuje veliko stvari. Beograd, Brežice, Sava, pa še marsikaj drugega. Čisto za konec našega knjižničnega popotovanja med knjižnico Brežice in Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru, pa
najpomembnejše sporočilo. In to je tisto, da ne smemo pozabiti, da imajo besede neizmerno moč. Lahko zgradijo svetlo prihodnost, uničijo priložnost ali pa pomagajo obratiti trenutno stanje. Lahko okrepijo prepričanja, ta pa oblikujejo našo resničnost. In seveda zaključujemo z ljudskim pregovorom, lepa beseda nikomor ne preseda, ali kot radi rečemo, lepa beseda vedno lepo beseda. Hvala lepa vsem, da ste se pridružili današnjemu večeru, da ste si vzeli čas in kot vidite je naša knjižnica in zaposleni, da so lepo pripravili veliko gostitev in seveda vas vabim, da si vzamete še čas, da ostanete še kakšno minutko, da še kakšno rečemo, napletemo še kakšno zgodbo, vsekakor pa lepa hvala in lep večer.